Danes smo pripravili mediteransko kuhinjo, se pravi smo pripravili juho koromačevo z ingverjem in gamberi, potem smo naredili rižoto z špinačo in bučkami, testenine fuže z beluši in panceto, pripravili pa bomo tudi brancina v pergamentnem papirju z zelenjavo in pa jagenjček s kuskusom. Za katero jed bi rekli, da jo najtežje pripraviti? No, vsaka posebej ima svojo zahtevnost in svoj recept, svojo kvaliteto, tako da je pa mislim, da pri ribi in pri mesu moraš biti še posebej pazljiv, da ujameš ta prav čas pečenja in pa je tukaj kar nekaj skrivnosti, katere bomo tudi danes povedali gospodinjam, da bojo doma znale pripraviti. Kako pomembni so pri tem gospodinjski aparati? No, gospodinjski aparati morajo biti dobri, morajo delovati v redu, tako da lahko da so nam v pomoč tako mali gospodinjski aparati, kot pa tudi pečice in pa štedilniki, kar pa mislim, da danes Siemens nam je omogočil zelo dobre aparate, tako da nam gre super od rok. Slovenska kuhinja je zelo široka, meni je zelo všeč moja jed, ki je tudi zelo dobro, pripravim je idrijska bakalca z žlikrofi. Kakšne aparate mora imeti ena tipična, dobro opremljena slovenska kuhinja? Tipična slovenska kuhinja mora imeti ploščo, pečico, potem še kakšen dodaten mali gospodinjski aparat. Danes smo delali na gospodinjskih aparatih Siemens. To so hišni aparati, kjer smo pripravljali hrano, kuhali na kuhališču z indukcijo. To so posebni grelci, ki prihranijo energijo in čas za kuhanje. Rezali smo tudi na malih gospodinjskih aparatih, sekljali, ribali, rezali, strgali, tako da nam je ohranilo čas in pa s tem smo lahko prihranili bistveno več časa za komunikacijo. Zakaj pa ste se odločili za znamko Siemens? Siemens je blagovna svetovna znamka, kjer je v obširnem svetu zelo poznana. Blagovna znamka Siemens je na trgu že več kot 25 let. V Sloveniji je pa Siemens blagovna znamka predvsem kot prestiž in pa neka prednost, ki nam daje. To je na primer dodatno booster funkcija, hitrejše segrevanje kuhanja, potem hitrejše segrevanje pečice in pa inovativna znamka, kjer dobi dosti nagrad za dizajn, za uporabnost vse te stvari. In kako pomemben je dizajn dan danes? Dan danes dizajn je zelo pomemben, saj se uskladi z našo kuhinjo, s katero mi živimo. Je pa predvsem bistvena uporabnost, ki pa seveda je skladno z dizajnom. Tako da dizajn je v veliki meri zelo potreben. Zelo fajn je, da imamo dober štedilnik, dobro pečico, to sta dve osnovni zadevi. Zdaj zelo popularne so ratale konvekcijske pečice, se pravi, da ima noter še paro. To se počasi je kar začelo v gospodinjstvu uporabljati. In pa fino je, da imamo male gospodinjske aparate, se pravi multipraktike, mešalnike, palične mešalnike, da so nam v pomoč, da nam ni treba toliko sekljati. Pol priprave nam oni odnesejo. Kakšno je vaše mnenje o hitro pripravljeni hrani, o mikrovalovnih pečicah in podobnem? Ne, nisem pristač mikrovalovne pečice, zato jo tudi nisem naštel. Rad imam sveže pripravljene jedi, svežo zelenjavo, svežimi zelišči, čim manj umetnih stvari, čim manj posušenih stvari. Zelo fajn je, če imate svojega mesarja, privat manjšega, svojega zelenjavarja, ker siguram boljše. Čeprav pri zelenjavi je tako problem, ker vse pride iz Italije, Španije, iz velikih plantaž, zelo malo pridelanega pri nas doma. Je pa tudi res, da zaradi vse večje konkurence tudi veliki hipermarketi imajo dosti v redu robo in dosti kvalitetno, tako da lahko tudi tam kupujemo. Moramo sicer majčkeno poznati meso, majčkeno paziti na stvari, ampak mislim, da tudi tam se dobi zelo kvalitetna roba. Na današnjem kulinaričnem dogodku se pijejo kakšna in katera vina? Probali smo najti kar nekaj kombinacij, začeli smo z zelenim silvancem, ki je šel sicer zraven k juhi. Pri juhi navadno Štajerci ali pa vinarji riskiramo eno vino, ker vemo, da ta, toplota juhe navadno malo uniči te kombinacije. Potem smo šli naprej z malo tako, drzno kombinacijo rumenega muškata, suhega,
to je, bi rekel, skoraj en od ponosov naše hiše, smo ga dali zraven k rižoti, ki je bila v bistvu dokaj ta zelenjavna rižota z malo pancete. Rumeni muškat pa svež, letnika 2010. Naslednjo kombinacijo smo naredili z renskim rizlingom, to je naša glavna sorta. Bili so pa ene testenine, zdaj seveda jaz nisem dovolj noter v tej kulinariki, da bi lahko rekel katere. Tudi malo zelenjavno in je bila kombinacija zelo zanimiva. Pričakujemo še zdaj naslednjo kombinacijo z sivim pinojem, kombinacijo, ki bo z ribo, z brancinom. Za finale bo pa naš modri pinot, pač predstavnik edine rdeče vino, ki ga pridelujemo, z jagenjčkom. Osnovno pravilo je, ko poznamo sestavine, če je vino bolj kislo, bolj moramo dodati krožniku neke maščobe, ker v bistvu to se pol topi med sabo, kar pomeni, vse maščoba ni samo v cvirki, je tudi lahko olje, tudi lahko oljčno olje, tako da pomeni kapljica olja spremeni okus krožnika in s tem mogoče kombinacija z vinom postane boljša. Mislim, da smo zelo dobro speljali večer, skupno druženje, skupno pokušanje. Delili smo jedilne pribore, nože, se naučili ogromno zanimivega in kot lahko vidite v ozadju, smo že pri sladici. To druženje je nekaj več, kar omogočamo in damo našim naročnikom. Naročnikom dvomesečnika, naš dom najstarejšega, najbolj branega dvomesečnika. Naši naročniki imajo številne ugodnosti, med prvimi, ne med prvimi, daleč prvi dobijo našo revijo, preden prijo prodajo. Dobijo neprimerno ceneje, dobijo številnimi darilci, dobijo številnimi pozornostmi, udeleženi so v številnih žrebanjih za velike, večje in male nagrade. To, kar smo doživeli danes, je bilo žrebanje za prijeten večer. Tisti, ki so bili z nami, 10 naših naročnikov, svojimi partnerji, jaz mislim, da so se krasno imeli, ogromno zvedli, nekaj naučili, nekaj drobnih kuharskih mojstrov in predvsem jaz mislim, da uživali tukaj v kuhinjsko-razstavnem salonu podjetja BSH. Še se bomo trudili delati v tem stilu naprej, prepričevati tudi izven same vsebine in revije, da tisti, ki so naši naročniki, da se jim to splača in obljubimo, da bomo še naprej zvesti ideji našega doma, kultura bivanja. Mogoče se pa vidimo naslednjič.